Pred nami je 7 predlogov predstavnikov občine Kamnik v skupščinah podjetij in drugih javnih podjetij. Rad bi uvodoma mogoče to rekel, mogoče mi ne bo uspel dokončati tega stališča, ker mi bo mogoče predčasno župan odvzel besedo in bom potem v nadaljevanju stvari pojasnil na hodniku, mogoče to uvodoma za pojasnitev. Rekel bi še to, da mi proti tem 7 predlogom, ki so bili podani proti tem osebam, konkretno nimamo popolnoma nič v naši svetniški skupini, to treba jasno vedeti. Nasprotujemo in pa načinu kadrovanja in načinu, na kakšen način so te stvari razvile in pa razpletne. Morate vedeti, da je trenutno razmerje med koalicijo in opozicijo v tem občinskem svetu 55 proti 45 v korist koalicije in da glede na razmerje v občinskem svetu bi bila razdelitev teh 7 predstavnikov v skupščini pravična in pluralna, 4 predstavnike imenuje koalicija in pa 3 predstavnike imenuje opozicija. To bi bilo pravično in pluralno. Ampak, kot ste že slišali predloge Kviaza, Kviaz je predlagal vseh 7 koalicijskih predlogov, vsi te kandidati, ki so predlagani v skupščine zavodov, izključno prihajajo iz koalicije. Niti enega predloga ni iz opozicije, čeprav smo imeli za vsako to mesto tudi v opoziciji svoj predlog. Župan pravi, da županova koalicija ne obstaja in da tudi ne deluje. Kviaz je dokazal prav nasprotno, da županova koalicija obstaja in da tudi deluje. Ker na to sejo Kviaza so svetniki županove koalicije prišli z usklajenim predlogom, bili so dogovorjeni, govorili so o nekem srečanju, na katerega mi kot Nova Slovenija nismo bili nikoli povabljeni. Torej je šlo za neke vrste koalicijsko usklajevanje, kjer so opozicijo izključeni. Sicer v tem, da se koalicija usklajuje, ni nobenega problema in ni nič narobe, ampak kljub vsemu pa, če smo pošteni, je potrebno tudi pri teh imenovanjih upoštevati rezultate v občinskem svetu. Vem, kaj bo zdaj člani Kviaza rekli in tudi župan konkretno, Toninu je bilo ponujeno mesto v skupščini Velike Planine. Res je, to drži. To je eno mesto. Mi pa imenujemo 7 mest. Sem rekel, pravično bi bilo, da bi mi dobili 3 mesta, koalicija pa 4. Ampak ponujeno mi je bilo mesto v Veliki Planini. To drži. Širijo se tudi govorice, da se Tonin boji tega mesta v skupščini Velike Planine in da je zato zavrnil in da noče tam noter sodelovati. To pač koalicijski svetniki širijo, ampak treba je te stvari tudi malo pojasniti pa jo dopolniti. Jaz sem županu na njegov predlog, da v skupščino Velike Planine imenuje enega predstavnika opozicije in pa 2 predstavnika koalicije, torej predlagal je mene, gospoda Kolenika in pa gospoda Veršnika, odpisal pisno, da glede na to, da sem jaz zelo glasen bil in pa zelo veliko stvari govoril, da je treba volilni rezultat upoštevati in da se pri velikih stvarih ta volilni rezultat ni upošteval, tudi zdaj ne more imeti iz moje kože in ko gre za mene, pa na vse moje načela pozabiti. In sem gospodu županu pisal, da to mesto v skupščini Velike Planine kot opozicijsko mesto pripada največji svetniški skupini LTS. Kot je bil na nek način dosežen dogovor, ne bi to mesto zasedli v LTS, vendar so se tik pred sejo Kviaza premislili. Imajo to pravico, odločili so se drugače. Ko smo to zadevo obravnavali, sem jaz predlagal pauzo, gospe predsednici in gospa predsednica je tudi vzela pauzo. In med to pauzo sem je rekel, ki se je govorilo o predlogih, se pravi Veršnik, Kolenik in pa gospa Urh, da jaz osebno proti gospe Urh, čeprav je prestopila, nimam ničesar in da tudi sem jo pripravljen kadarkoli podpreti in za njo glasovati, ampak je pa potrebno upoštevati razmerje 2 proti 1. To je ena stvar. In druga stvar, ki je še bolj nenavadna, da nam župan v opoziciji določa, koga ne opozicija izbere v to skupščino. Če se je odločil, da nam pripada eno mesto v skupščini Velike Planine, nam mora dati to pravico, da si tega predstavnika tudi sami izberemo. Na svetniški skupini Nove Slovenije smo za skupščino Velike Planine evidentirali 2 kandidata. Eden je Valentin Zabavnik, eden je bil pa Ivo Stražar. Na Kviazu sem rekel, da smo imeli za vsak predlog kandidata, sem jaz predlagal gospoda Zabavnika, ki je bil seveda zavrnjen.
Je nastopil ta mandat in rekel, da bo združeval levico in desnico. Zdaj, tisti, ki ozko razumejo zadeve, mogoče razumejo to povezovanje samo SD-ja in SDS-a, ampak jaz te stvari širše razumem. Ne? Levica in desnica nista samo te dve stranke in jaz sem županovo besedo razumel v smislu, da je župan pripravljen na sodelovanje z vsemi. Zdaj me zanima, kje je to sodelovanje ustavilo. Kaj se je zgodilo, da izmed sedmih, še enkrat podaram, izmed sedmih predstavnikov, ki jih občina imenuje v skupščino, si opozicija ni zaslužila 3 predstavnikov, to kot jim po volilnem rezultatu pripada. Sprašujem se tudi, ne, zdaj, ko gre za kadrovanje in ko gre za koalicijo, kaj to koalicijo veže, ne? Jaz sem že večkrat rekel, da še ne poznam in da ga še nisem videl programa gospoda župana za obdobje 2010 in 2014 in ker ni nekih samih programskih povezav in vsebin, je ključno programsko izhodišče te koalicije, da se veže na podpori osebnosti župana in da deluje nek princip, ne, če nisi z mano, si pa proti meni. Mi takšnemu načinu delovanja ostro nasprotujemo, ker Kamnik na takšen način enostavno ne more napredovati. Če je pomembno, ni pomembna učinkovitost, ampak je pomembna samo lojalnost in če se ljudi, to je pa ne bilo zastrašujoče, ne, da se ljudi na tej občinski upravi zaslišuje, zaradi tega, ker se družijo z neprimernimi ljudmi in da se išče notranjega sovražnika, to pa mislim, da se gospodje v vodstvu občine igrajo na varne igre, ki pa se lahko dolgoročno predvsem obrnejo proti njim. In jaz verjamem in upam, da bodo v vodstvu občine te naše besede razumeli, da je zdaj ta prav trenutek, da ponudijo roko sodelovanja, vzamejo pauzo, občinski svet in pa sam predlagatelj lahko predlaga tudi drugačne predloge, kot jih je zdal, in da dejansko upoštevamo volilni rezultat in da opozicija dobi 3 predstavnike v skupščini, koalicija pa 4. Če se to ne bo zgodilo, bomo seveda v svetniški skupini Nove Slovenije glasovali proti tem predlogom. Tako si je prošnjo za imenovanje in kadrovanje predstavljal Matej Tonin, kako pa si je to predstavljal predlagatelj župan Marjan Šarec? Imenoval osebe, nisem dal strankam, da naj one imenujejo, ampak sem jaz osebno imenoval te ljudi kot ljudi. In tudi vam sem kot človeku to ponudil imenovanje. Tako da se razumemo. Še Karla Urh bi rada povedala. In izid glasovanja je transparenten v zapisniku in jaz mislim, da ne smemo nalivati nečistega vina ostalim prisotnim. Ker neko odgovornost smo prevzeli vendar kot člani sveta oziroma kvijazara, ne? In tle nekako leporečiti in odmikati zadeve realnega stanja. Res v tisti pauzi, da razložim, ko smo jo imeli, meni v bistvu je bilo mogoče malo neugodno, ker nisem dobila rezultata, a bo ali ne bo predstavnik LTS-a. Govorila sem tako z gospodom Pfeifferjem kot z gospodom Zagorcem, vendar se niso odločili za nekako tretjo osebo v samem tem svetu za Veliko planino. Še vedno smo dali eno možnost, vendar pač tako so se odločili in tretja članica sem postala sama. Drugače pa z vsemi predlogi, ki so bili, smo bili vsi člani razen gospoda iz LDS-a, sem Primožnika in mislim, da število glasov je dalo svoje mnenje. Za temi glasovi določeni verjetno tudi stojimo. Hvala. In odgovor Mateja Tonina? Torej, kar se tiče Kvijaza, bi rekel naslednje. Tudi treba je pošteno povedati, da je v Kvijazu razmerje 5:1 bilo. Ne? Jaz sem bil tam sam in normalno je, da je rezultat glasovanja nekoliko drugačen, kot je pa samo razmerje sil v tem občinskem svetu. Hotel bi pa eno stvar reči, ne? Predstavniki v skupščini so predstavniki občine Kamnik, ki sodelujejo v teh podjetjih. Občino Kamnik pa preko svojih predstavnikov zastopa občinski svet in občinski svet najbolj pluralno telo, ki je sestavljeno tako ali pa drugače. In
jaz ne vem, če res tako zelo veliko zahtevamo in si želimo, da bi se ta razmera nekoliko upoštevali. Še vedno boste imeli večino predstavnikov v teh skupščinah, to je 4, opozicija pa 3, in te stvari bi se dali prav pošteno razdeliti. Ampak, če ne gre, potem jaz če dalje bolj razumem, da tukaj ni v bistvu nekaj programsko sodelovanje, ampak da je vse v bistvu samo prevzemanje oblasti, kar je pa na nek način slabo in ni v redu. Tako da jaz še enkrat bom izrazil pričakovanje in upanje, da se te stvari vendarle nekoliko spremenijo in da uresničimo tisto, o katerem se govori. Ne morate vi sodelovanja samo pričakovati, v resnici nas pa od vseh odločitev odrivate tako ali pa drugače. To je pa dejstvo. Ne? In še kar se Velike planine tiče, vse je bila pauza, vse je tako, kot je gospa Karla Ulh rekla, drži, ni problem, ampak po tej pauzi sem pa tudi jaz rekel, če pa Lista Toneta Smolnikarja nima tega predloga, potem pa mi predlagamo gospoda Valentina Zabavnika, ki pa je bil seveda zavrnen, kar tudi govori svoje. To.